Pred 7 meseci mi poklical Hugo Freiman, če bi se lahko dobili z Rudijem Zavrljem. Vprašal sem ga, kaj je tema razgovora, povedal je, da volitve, ki bodo naslednje leto. Na sestanku smo se dobili in Rudi Zavrl je povedal, da najverjetneje, to nisem še odločil, ne bo kandidiral, da naslednika, ki ga vidi v meni, in jaz sem povedal, da sem pač počaščen, glede na to, da so se skozi fajtala in da so bila pač različnih mišljenj velikokrat, ampak sem povedal, da kljub temu bom počakal na njegovo dokončno odločitev, ker nikoli ne veš, kaj te življenje prinese. In to je edini razlog, zakaj sem čakal na to odločitev. Ker vse ostalo, kar se govori, je veliko nesmisel in mislim, da nima smisla se o tem pogovarjati. Glede samega programa kandidaturo sem vložil v 12. uri, pomeni kandidatura je vložena in na nogometni zvezi. Skisto, kar je rad povedal, nisem sklepal z nobenih kompromisov, z nobenim se nisem dogovarjal nič, torej tudi nisem dal nobenih obljub, kajti iz preteklosti vem, da te obljube pomenijo, da se potem teh obljub moraš držati, da obljube lahko pomeni tudi silovanje in da imaš ob sebi ljudi, ki pač niso pripravljeni delati, kot bi mogli, zato ker so pač tam zaradi nekih obljub. Menim, da lahko naredimo še malo več, kot je bilo narejeno, kajti ne moramo reči, da ni bilo narejeno nič, to narejeno je bilo kar nekaj. Vidim pa predvsem velike organizacijske zadeve. Torej, v drugačni organizaciji dela na nogometni zvezi, pričakujem, da se ta zadeva da drugače urediti. Predvsem mislim tu na delegiranje dela. Če grem po vrsti po vseh točkah, ki jih imate, vseh 21 točk, ki so ti tam prikazane, gre za sledeče zadeve. Po tem mojem programu bi tudi rad povedal, da sem mislim, da veliko večino, skoraj vse točke, ki tudi časovno opredeljene, pomeni, da kdaj mora biti nekaj narejeno. Vse je pa narejeno tako, da mora biti zaključeno v tem 4-letnem mandatu, če bom seveda izvoljen. Glede same podpore bi sam povedal, da trenutno tisto, kar vem, da sigurno, torej sigurno ne može biti nikoli, ki naj bi glasovali za mene, je MNZ Ljubljana. Včeraj smo imeli izvršni odbor in MNZ Ljubljana, torej moj izvršni odbor, me je podporil, pomeni, da tukaj pričakujem in pa Nova Gorica je tudi že odločena v tem in tudi v Nove Gorice. Od vseh ostalih glasov nisem nobenega prosil za glasove, tudi nihče mi jih ni obljubil, ker normalno so vsi razmišljali, kaj bodo naredili. Po drugi strani pa volilni boj se bo začel šele od četrtka v 12 uri, ko bodo vložene prijave, če se začne pravi volilni boj. Vsi ti kompromisi, ki so bili sklenjeni prej, mislim, da nimajo nobenega smisla. Menim, da nogomet mora dobiti svojo pozicijo in tisti, ki želi prenašati tekme reprezentanci, bi tudi moral prenašati 2 tekme prve lige na teden po televiziji. Drugače mislim, da nima smisla, ker drugače nogomet ne bo nikoli dobil tistega pozicije, ki jo ima. Tudi včasih kakšno drugo ligo. Pri športnih komentatorjih tudi boste prebrali gradivo. Mislim, da nogomet mora prenašati nekdo, ki ima rad nogomet. Pomeni tisti, ki živi z njim in tisti, ki ga tudi ve, kako v nogometu potekajo. Včasih so kakšni komentarji, ki ne pašijo na prenos nogometnih tekem. Če grem povzeti to funkcijo, ne morem reči tej generaciji, veste kaj, vi ste za mene neperspektivni, jaz sem čujem, da omišljim na svetovno prvenstvo šele 2016. Jaz pravim pa na Evropsko 2016, jaz pričakujem, da bo ta reprezentanca šla 2010 na svetovno prvenstvo in potem še 2012 na Evropsko prvenstvo. Jaz osebno tem igralcem zaupam in ne mošim reči, da niso toliko dobre, da se ne morajo vrstiti. Res, da igra veliko vlogo, tudi sreča, da kakšna žoga več konča v golu, ampak jaz upam, da bo to tudi prišlo. Glede opreme, že v mojem programu 2.5 sem povedal, da zelena barva za mene ni ustrezna za drese, za barva dresov, torej zagovarjam barve v nacionalnih barvah slovenskih, ali je to zdaj svetlo modra, ali je to bela, ali tudi kombinacija vseh treh, to se lahko pogovarjamo. Ampak vsekakor zelena, nekaj zelena je barva MNZ-ja Ljubljana, če tako rečem. Zakaj bi bili boljši predsednik od Freimana? Glejte, to ne moš nikoli povedati, zakaj si boljši predsednik, ampak gledajte, to sem poslušal že pred leti, ko sem šel na DURS, zakaj bi bil boljši predsednik od slovenskih direktorjev. Tako da, ne vem, to je zmer tako relativno vprašanje, nihče od nas ne more povedati, kaj se bo zgodilo, nikoli ne veš, kaj se ti v življenju zgodi, lahko se ti tudi kaj sfuzla in jaz tako poskušam, da bom naredil najboljš, kar je, ampak nikoli ne veš. Se vam ne zdi, da ste šli prepozno v ta boj, glede na to, da je Freiman bil podporo že 6 medobčinskih zvez? Glede, jaz mislim, da ne in tudi, če bom izgubil, glede, jaz vem, te volitve, lahko rečem, 1000krat bolj mine, kot sem šel pri 4 leta. Tukaj so samo 2 poti, grem in zmagam, ali grem in izgubim in grem ven z nogometa.
je za ljudmi, katere ti ne moreš 5 minut gledati v oči, nimam kaj početi, nimam kaj delati z njimi. Če zgubite, greste z nogometa? Grem iz nogometa ven. Mene je Tuko Frajman klical včeraj dopoldne in mi je povedal, da dejva midva to Slovenijo, ki se je zdaj razdelila, zediniti. Dejva se midva povedal s kandidaturi, da bi za predsednika Nogometne zveze kandidiral župan Zoran Janković, midva bi bila podpredsednika. Jaz sem povedal Tugo, sorry, ampak moj program prihaja ravno iz tiskarne in jaz sem se odločil, da bom pač kandidiral 21. in se ne bom umaknil nobenemu. Pač vsakdo lahko kandidira, kandidacijski postopek je odprl še jutro do 12. Tudi če bo 100 kandidatov, jaz bom pač šel, in se tudi ne bom umaknil do konca, kajti če že imam 7 glasov, bom izgubil manj, ker sem izgubil na zadnjih volitev, vem, da sem uspel. Pa je gospod Janković izrazil željo, da bi bil predsednik Nogometne zveze? Ne vem, jaz nisem govoril tako, da ne. Vse poznava, se spoštujemo, ampak nisem govoril na to temo. Ali je to želja Nogometne zveze, da bi pripeljala njega? Ne, jaz kot vem, to je želja Frajman.